Se ukvarjate z biznisom ali samo želite poleteti više v svojem življenju? Govoril bom o enem čustvenem stanju, ki se mu reče ljubosumje. Večina to poznamo med partnerjeva in ima negativno konotacijo, da je razdiralno početje in podobno. In seveda vsi psihologi pravijo, da to prihaja iz otroštva, premalo pozornosti in tako naprej. Naj vam povem, v svojih poslovnih izkušnjah imam, da so verjetno ljudje tudi nekateri takšni, nekateri drugačni. Nisem psiholog, tako ne morem trditi, ampak mislim, da je odvisno tudi, kakšen si ti človek in koliko si ti zadovoljen. Za mene obstajata dve vrsti ljubosumja, pozitivno pa negativno. Pozitivno je, kadar je človek ljubosumen na nekoga, ki mu gre nekaj hitreje, bolje in tako naprej, kajti takrat se tudi on bori, da bi mogoče sebe dokazal. Tukaj govorimo dostikrat med konkurenti v biznisu ali med sodelavci. Če vidiš, kako nekomu nekaj gre, poskušaš najti rešitev. Zdaj, rešitev je zmeraj generična. To pomeni, ne greš po istih korakih kot on, ker ima lahko on drugačne talente, drugačne sposobnosti, ampak greš po neki drugi rešitvi, da prideš do cilja. Zdaj, ta rešitev mora biti primerna, ne sme biti škodoželjna, ne sme biti negativna, tako naprej, ampak hočem povedati, v ljubosumju gledam med partnerji in med sodelavci zmeraj tako. Glejte, da ga presežete, da ga prehitite. Malo kot tekmovalnost, ampak ne v tem smislu, da ga destruktirate, da ga uničujete, da ga želite zatrti. Zaradi tega, ker samo zato, ker on, sodelavec ali sodelavka, dobro prosperira, ste tudi vi boljši. V konkurenčnem trgu to zmeraj vidimo. Kadar sta dva konkurenta zelo tesna en ob drugem, sicer verjetno jim zmanjka idej in en drugega kopirata, ampak to je druga debata. Ampak to ljubosumje jih pelje in postaneta oba boljša. Ker enemu drugi ne dovoli zaspati. Razmislite, kaj je za vas ljubosumje. Motivacija ali neumnost?